smo, ker nenehno poslušamo slabe novice, ker beremo o človeških tragedijah in katastrofah, ker nas polnijo s političnimi napetostmi, ker slišimo okrog sebe obrekovanja in upravljanja. Utrujeni smo zaradi nenehne skrbi za jutri, zaradi skrbi za delovno mesto. Utrujeni smo, Jezus, od šole in izpitov, od opisov in prijavnih pogojev. Tvoj klic je za nas kakor balzam na rano. Da, Jezus, priti k tebi pomeni, da znamo najti oddih in mir. Vsak izmed nas ima neko rano, kako na duši, na srcu, tako tudi na telesu. Jezus, dovolj je tvoja beseda o zdravju. Darujemo mi tvojo besedo,
ne se zgodi tako, kot to ti želiš. Sedaj pa te prosimo za tvoj blagoslov. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je vsa tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, daj ob naši smrtni uri. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, je bilo z začetku, tako zdaj in vselej in vekome. Amen. Sedež modrosti, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Lep dober večer vsem skupaj, tukaj v tako lepi dvorani. Refektoriju minoritskem, ko smo se zbrali danes prav na to razmišljanje, ozdravljenje se začne z iskrenim in ponižnim srcem. Jaz bi se samo dotaknil v tem razmišljanju nič drugo kot tiste zadnje besede, ponižnost, beseda ponižnost. In da hočemo sploh priti do te ponižnosti, moramo iti na drugo stran ponižnosti. Ker nasproti ponižnosti je navadno napuh.
Napuh pa je, če gledamo od 7 glavnih grehov, tisti šef, direktor. In za to notranje ozdravljenje, ki je potrebno, da smo potem svobodni, da na naših licih veselje, vedrina, enostavnost, da smo razpoložljivi za to, da smo veseli kristjani, še posebno po evangeliju, so navadno na naši poti tri ovire. Prva ovira je napuh, druga ovira je neposlušnost in tretja ovira je neodpuščanje. To je pogosto prisotno v našem življenju, ko se srečujemo z drugimi ljudmi, ki jih so v naši bližini, na poti, kjerkoli v službi, na delovnem mestu, v cerkvi, in vedno nekako čutimo, da je potrebno, da bi bili notranje svobodni, da bi lahko potem res bili kristjani, da bi se veselili življenja. Če želimo se približati najprej Bogu, se moramo odpovedati napuhu. Malo je ljudi, ki se spoveduje napuha, pa ni greha, ki ne bi v grehu bil prisoten napuh. Zato je potrebno z velikodušnim in ponižnim srcem sprejeti Gospoda. Posebno odpustiti tistim ljudem, ki so nas prizadeli v našem življenju. Mogoče smo mi koga prizadeli, pa se nam zdi težko. Ampak z Božjo pomočjo Gospod vedno od nas nekaj zahteva, to, kar mi lahko naredimo. Najprej bom se dotaknil napuha. To je tisti greh, temeljni greh, ki vodi v druge greha. To je osnovni greh. To je tisti greh, ki vedno vleče človeka, da bi on bil v središču. Prvi, ki je naredil napuh, je bil Lucifer, angel luči. In on se je oprl Bogu, ni hotel služiti Bogu. Zato je rekel, jaz hočem biti kakor Bog. In Bog je potem izgnal iz raja. Bil je vržen na zemljo. Glede, napuh preprosto nas ubija. Jaz, kako pri meni ta napuh deluje, osebno, jaz lahko naredim to, rabim pomoči, da mi kdo pomaga. Jaz sem brez problemov, problemov ni, ne? Ampak če dobro beremo Sveto pismo, evangelij, vidimo v Janezovem evangeliju, 15. poglavju, 5. vrstica, ko Jezus govori, brez mene ne morete narediti čist nič, absolutno nič. Pa če pogledamo sami sebe, predtem samo svojo vest sprašamo, kolikokrat delamo, pa reči, joj, to pa mi je uspelo. Brez Božje pomoči ne bi uspelo, ampak to, kar nam je uspelo, pripisujemo sebe, ne pa Gospodu, njegove milosti. Napuh govori, jaz vem najboljše, jaz sem boljši od drugih ljudi. Boljši kot so moji sosedje, prijatelji, kot je oni tam, bolj sem poučen, bolj pameten. Človeka napuh nekako dviga, mu daje tista krila, ne kot Red Bull, ampak mu daje tista krila, da on je nad drugimi ljudmi. Dostikrat se zgodijo v teh raznih skupinah, ki so, jaz pa sem gore nad njimi, jaz sem pa vodja. Ne? Naprimer, taborniki, ki že imajo enega vodja, ki je tisti nad njimi lahko. Ne? Če ni tukaj prisotne ljubezni, ponižnosti, potem stvari propadejo. Vsaki začetek, gledajte, kjer je prisotnost napuh, začne stvar propadati. To je začetek propada, kjer je prisoten napuh. Napuhnjena oseba se želi pokazati v ospredju. Ona je glavna, okoli nje se stvari dogajajo, sučajo. In se preprosto ne more podrejati avtoriteti cerkve, avtoriteti države. Navadno reče, jaz služim Bogu, vse hodim k maši, ne? Potem pa od maše, ko pride, pa navadno govori slabo. Navadno napuhnjena oseba pokaže svojo nepotrpežljivost. Nestrpnost, nepotrpežljivost je dostikrat pripravljeno. Recimo, kako deluje to pri meni osebno, kako lahko pri nas deluje. Ne? Vse smo se mogoče dostikrat
znašli v situaciji, ko smo izgubili ključe. Ja, kje so zdaj te ključe? Ne, kam si mi dal? Ne, ja pa moram zakleniti to, ali pa avto, ja pa moram zapeljati, pa ni teh ključev. Ne. Vidite, kak je človek nepotrpežljiv tukaj. Ne. Ja pa zdaj, kje pa denarnica, pa kje so dokumenti, pa ključe? Takoj začne aktivirati, ne, nemir. Če gremo sadove Svetega Duha gledati, bomo potem videli stvari, od kjer je stvari. Ljubezen, veselje, mir je že na drugem mestu, ampak mir tukaj je kontra, ne mir, ker smo mi v središču. Nepotrpežljivost je sestra napuha. Imamo to sestra? Hodi z nami? In je pogosti vzrok največji, da se stvari dogajajo po našem, kako se mi želimo. Ne? Ker človek, ko si želi neko stvar zelo z srcem, potem jo hoče doseči in bo vse vložil v to, ne? In potem zgubi počasi potrpežljivost, napet igrata, žalosten, depresiven, zaprt, potem se začne prepirati in tako naprej vleče kar cele vagone raznih stvari za sabo. Ko govorimo o sebi, navadno tudi o sebi, nisem za nič. Za nobeno rabo nisem, tako se počutim. Nič nisem vreden. No, to je laž. Vredni smo samo toliko, koliko smo vredni v Božjih očeh. To, kar smo v Bogu. In v Bogu smo Božji otroci. In to bomo ostali celo življenje. Do konca. Bog nas ljubi za svojo ljubeznijo. In to je čudež, vete, to je čudež, da smo mi tu na zemlji, da lahko pride, da lahko imamo odnos z Bogom, da se z njim pogovarjamo, da hodimo k maši, prejemamo zakramente, da on v naši bližini, da se tega veselimo. In to je, gledajte, dosti krat se zgodi, da navadno napuhnjena oseba je pogosto krat žalostna. Ta žalost se odraža v besedah, ta žalost se odraža v obrazu človeka in se pokaže tudi normalno na telesu. Nikoli ni srečen, nikoli ni zadovoljen, pa naj bo kaj god naredi, ni dobro. Mogoče se najdemo v te zadeve. Napuh je tista moč, ki povzroča odpor proti zakonu, proti avtoritete, navadno proti staršem, proti učiteljem, proti policajem, proti vlade, proti cerkve, proti raznim organizacijam. In veste, kaj pomaga napuhnjenju osebi? Poslušnost. Da zna prisluhniti. Kolikokrat se znajdemo v tem, da v pogovoru, to je umetnost odnosa, kolikokrat mi v tem pogovoru, ko se z drugim pogovarjamo, presekamo besedo. In če ste pozorni, da glih takrat, ko nekomu presekam besedo, se bojimo, da on pozablje, ali pa se čutimo prizadete, da v tistem trenutku nastane napetost. In ta napetost sproži potem prepir. In ko se plas kot vulkan začnemo bruhati iz sebe. In po tej stvari grejo iz nas tiste, ki nikoli v življenju ne bi izgovorili. Napuh se pojavi najprej njegov izvor je v naših mislih. Da smo boljši od druge, boljši od sosedov, prijatelja, znancev, ljudi, ki jih srečujemo na svoji življenjski poti, od cerkve, skupine raznih služabnikov, kakorkoli že. Glejte, in zelo zanimivo je to, da mi ljudje iščemo napake drugih ljudi. Dajte vi odprte televizijo, podnevnik, koliko boste našli, koliko slabih informacij. In oko je najmočnejše čutilo. 5 čutil imamo osnovno, ne? Oko je prvo čutilo in najmočnejše. In ko dobimo vse te informacije tu v možgane, bomo tem tako počasi nas zastrupljalo znotraj. Če so negativno, bomo začeli tudi mi negativno razmišljati, govorite in naše srce se napolni s temi informacijo, Svetemu pismu pa pravi to, kar je polno srce, toga usta govore. Glejte, navadno, ko iščemo napake pri drugih, navadno pa zelo redko pri sebi. Napuh se pokaže svoj obraz, da smo neodločni, da popuščamo, da iščemo svoj prav, da nismo dovolj ljubeznive, prijazne, navadno postanemo ljubosumne, nerazpoložljive in postanemo depresivne, nemirne, občutljive in
navadno iščemo priznanje pri drugem človeku. Hočem, da me nekdo pohvali. To je napuhena oseba. Če iščem, da me ljudje hvalijo. Ne rabim te hvale. Hvala že za to, da živim, da sem. To je tista potrditev, da se v osnovi zavedam, kdo sem. Da sem ljubljeni Božji otrok. Sveti Frančišek Asiški pravi takole: Gospod, kaj ti želiš, da jaz storim? Mi pa navadno delamo glih kontra, narobe. Rečemo: Jezus, naredi mi to, pomagaj mi to, da bom dober, da bo tam šlo, da bo to Božji blagoslov. Mi naštevamo Boga, kaj on mora nas obogati. Sveti Frančišek pa pravi drugače. Jezus, kaj ti želiš, da jaz naredim? In to držo se tudi lahko mi večkrat postavimo. Gospod, kaj ti želiš v tej situaciji, da naredim? Takrat, ko imamo polno glavo vsega, ko nam vse pride gor. Reči: Gospod, malo se ustavi in reči, kaj jaz sedaj želim? Kaj, Gospod, ti želiš od tega? In mnogokrat se ljudje dejansko počutimo srečne, ampak kdor hoče biti srečen v zemeljskih stvarih, je zelo kratkotrajna sreča. Če hočete biti notranjo srečni, je potrebno, da se osvobodimo te stvari, ki nas vežejo. In napuh je ena izmed temeljnih stvari, ki človeka oddaljuje od resnice, od luči, od Boga. Spoznanje napuha je tako, ko sebe cenimo zaslužne za darove in odbijamo priznanje, da je vse to, kar doživljamo na poti, Božja previdnost. Bog lahko tudi iz naših padcev naredi vzpon. Spomnimo se Jezusa na križu, ki je največja sramota bila umirati v tistem času na križu, pa Jezus naredil največji prehod. Ceno odkupljenja, da nas je odrešil. Na križu, do konca, tam je ljubezen šla do najvišjega vrhunca, do smrti. Njegova daritev. Tudi nas kliče k temu, da bi se mu z dneva v dan darovali, da bi iskali njegovo voljo na svoji življenjski poti. Napuh navadno gradi sovražnike. Ko smo mi sovražni drug do drugega. Napuh sproža v človeku to, daj sovraži malo, grdo govori o drugem človeku, ogovarjaj, opravljaj, bodi ljubosumen, zavisten, sovražen. To je njegova taktika, da človeka spelje, da mu ukrade veselje, notranji mir, srečo, zadovoljstvo in druge stvari, ki si jih tako ali tako želi vsak človek. Tomaž Akvinski pravi, ko smo ponižni v neuspehu, postanemo trdno v času preizkušnje. Navadno, ko smo ljudje v uspehu, joj, to mi je uspelo, tak sem zdaj, kak sem srečen. Ko pa pride preizkušnja, potem pa sem ves potrd. Ampak reči, če sem v tistem, da me ta dejansko svet ne prevzame, ne zasvoji z svojimi lastnostmi, z materializmom, ker to je problem današnjega časa. Ljudje, pogledajte, koliko gremo v trgovino, pa tam gledamo stvari, pa jih sploh ne kupimo. Ampak tiste stvari, ki jih nismo kupili, jih nosimo v svoji glavi. Kolikokrat neke reklame dobimo in te reklame dejansko, ko jih gledamo, prihajajo v nas notranje, tako dolgo nas nagovarjajo, da greš in tisto kupiš, in ko kupiš, nekaj časa imaš, potem pa si nezadovoljen, pa žalosten, pa si misliš, pa kaj mi pa to trebalo. Na koncu pa sploh vidiš, da si bil prevaran s tisto stvarjo, predmetom ali karkoli si že kupil, da v resnici ni to, kar je pokazala reklama. Sveti Janez Kasijan pravi takole, napuh je veliko zlo, njemu se ne morejo nasprotovati niti angele, niti druge sile, ampak samo Bog. Zato prosimo Gospoda, da bi nam dal posebno dar ponižnosti. Ponižen človek zelo lahko odpušča, napuhnjen človek zelo težko odpušča, ker dela z svojo močjo. Mislim, da v svoji molitvi bo to uspel, pa zelo težko to uspe. Drugo, kar bi se rad dotaknil nocoj, je neposlušnost. Jaz pa lahko naredim to.
Ne rabim pomoči. Ali pa ne rabim nauka Jezusa Krista. Jaz sem dovolj pameten. Kaj bo v meni Bog pomagal, če si ne bom sam pomagal? Glede, napuh in neposlušnost se navadno pokažeta v pristopu, v odnosu. Koliko smo resnično v naših medsebojnih odnosih drug do drugega spoštljive, ljubeznive, poslušne, da znamo prisluhniti drugemu človeku. Da ne vržemo takoj tiste stvari iz sebe, ampak pustimo, da človek pove stvari tiste, ki jih ima do konca. Jaz bom mislil, kar želim. Ne glede, kar nas uči Bog, kar mi pravi moja zdrava kmečka pamet, jaz vem, kaj je resnica, vem, komu bom veroval. Tako hvaljenje nas prinese preprosto in pripelje do velikih težav. Naredi nas slabe, ampak tisto v našo slabost, v ranjenost, lahko hudi duh to izkorišča. Da bi bili potem žalostni, ampak to žalost, nemir, depresijo obrne iz nas proti drugim ljudem. Zdaj pa se daj malo prepirati. Zdaj boš pa videl, kak si močen, ko se prepiraš. Zdaj pa daj malo, dajmo ti pokaže. Ne? Ženskam navadno lahko razmišljajo zaradi fizionomije, ko pride do neka prepira z možem, da bi, če bi razmišljala, kaj pa, če bi jaz bila mož, pa bi zdaj ti videl, kaj bi bilo zdaj na moje mesto, kakšna zaušnica bi priletela ali pa kakšna brca. Ne? Ampak to nič ne bi prineslo tistih zdravih koristi. Sveti Avguštin pravi, Gospod, najboljši sovražniki tvoji so tisti, ki želijo svoje življenje prilagoditi tvojim odgovorom. Zato je potrebno poslušati, ne? Naučiti se poslušati. Resnico, gledajte, ko imamo katekizem katoliške cerkve in tam pravi o molitvi, da je molitev pogovor z Bogom. Jaz mislim, dostikrat je to narobe pri nas osebno. Pri nas je monolog, ne dialog. Monolog pomeni, mi govorimo Bogu vse, zmolimo vse, naredimo, pridemo k maši, ne vzamemo pa si osebno časa za to, da bi poslušali, da bi omolknuli. Bog najbolj govori v tišine. To je najsvetejše. Je potrebno si vzeti trenutek tišine. Gospod, tukaj sem pred teboj. Ti naredi, kar želiš. Jaz hočem biti pred teboj in s teboj. Kot pravi v Svetem pismu, v misli, beseda in dejanju, za vso dušo, vsem srcem, vsem mišljenjem, vse, kar sem, ljubim Boga. Ampak to se vedno učimo. Vedno hočemo biti njemu podobni, njega poslušati. Ali si vzamemo čas za poslušanje Božje besede? Glede, če Boga ne poslušamo, ne moremo pravilno poslušati mi drug drugega. Ne moremo razumeti drug drugega. Ker iz poslušanja se rodi spoznanje, iz spoznanja razumevanja, iz razumevanja pa potem teče i tisti odnos ljubezni. Sveto pismo uči, kadar smo poslušni staršem, države, oblasti, cerkve, njenim pastirjem, Bogu hvala, imamo novega pastirja, mariborskega škofa, Alojzija Cekla, Bogu hvala. Tako je potrebno. In tu nosi dve odgovornosti, gledajte. Prvič, da moramo moliti za njih in drugič, da jih znamo poslušati. Koliko znamo mi poslušati? Gledajte, če ne znamo poslušati, potem tudi se mnogokrat ljudje, ki ne znajo poslušati, se najbolj prepirajo. Ker ne želim slišati drugega, ker me je drugi prizadeval, ker je drugi take. In dejansko bom jaz tisti gnev, jezo, sem on prepiral, samo da bom imel prav. Ampak to prinese slabe stvari, slabe sadove v naše življenje. Navadno lahko človek izkorišča avtoriteto. Molimo za osebo, ampak za to osebo, ki nam krivico storila, odpustimo pa ji ne.
Ampak molimo pa za njo, ne? Molimo, ampak ne bom pa odpustil. Sem že srečal ljudi, ki so rekli, do konca življenja ne bom tej osebi odpustila. In vsakemu Oče naše molimo, kakor mi odpuščamo drugim, tako Bog odpušča nam. Bog nam vedno odpušča naše grehe. Tretja stvar, ki bi jo rad nocoj omenil, je neodpuščanje. O tem smo veliko stvari slišali, imamo veliko teorij, raznih stvari, ampak jaz bi šel malo v globino tega neodpuščanja. Glejte, to je problem. In to je veliki problem, neodpuščanje. Ker če mi ne odpustimo, je posledica tega, da Bog nam ne odpusti. In prej sem že povedal, kakor mi odpuščamo drugim, tako nam Bog nam odpušča. Zato ni brez veze v Oče našo. Zato je potrebno, dragi bratje in sestre, Jezusovi prijatelji, Marijini prijatelji, da rečem, Gospod, pomagaj mi, da odpustim te osebe. Želim, je premalo. Ali pa nekdo reče, ko bom čutil, takrat bom odpustil. Nikoli ne boš. Hočem, še ni zaostaj, ampak gre za to dejanje, ko se ti rečeš, jaz se odločam. To ni stvar, gledajte, odpuščanje je stvar izbire, da izberem, ne pa stvar občutkov, čustev. Če so pri tem moja čustva ranjena, prizadeta in si dosti krat težko to priznamo, da nas te stvari bolijo. Ne? Ker mi smo pa heroje in nismo tam močne, ampak me ne pa ne, da me kaj boli, to pa ne. Rešimo bomo potem z te stvari reševali z enimi materialnimi sredstvi. Mnogo moških gre zaradi notranje prizadetosti, neodpuščanja, zavrženosti, kakorkoli lahko rečem, gre v alkoholizem, v kajenje, v mamila in druge stvari. Razne odvisnosti omame, da bi dejansko te stvari malo pozabile, da bi te stvari tako rešili. Tudi ženske grejo v alkohol. Pa ne govorim samo o te, ampak ženska pri ženska je lažje, zato ker gre drugi in tam pove, veš kaj je težko mi je, v Sloveniji ženske živijo 8 let dalj kot moške. Če boste gledali statistiko tega, kar je v Sloveniji, sociološka raziskava, boste videli. Zato, ker sebe ven spravijo. Pravi Hebrejcem 10. poglavje, 17. vrstica, Bog se njihovih grehov ne spominja. Ja, mi pa se spominjamo teh grehov, ne? To sem ukradel, ampak zdaj to pa še me muči. Pa sem se že spovedal, pa še stalno imam v glavi to, ne? Ampak gledajte, dosti krat je tisto, kar se spovemo, to Bog zbriše te grehe. Ampak je pa ta občutek še je. Ta občutek te napelja na to, da ti počasi začneš, da ne verjameš, da ti je Bog odpustil tvoje grehe, tiste, ki si jih dal. Odpuščanje pomeni odpustite in prepustiti Bogu. Odpuščamo preteklost, krivico. Če ne odpustimo, potem dopustimo, da nas zlo vedno znova skozi neodpuščanje to je rana. Vedno bolj postanemo občutljive, bolj se zapiramo, ranljivi smo. Glede, odpuščanje nasprotuje našem osebnim občutkom. To, kar čutim, kar doživljam. Ker je težko. Zdaj srečati tisto osebo, ki te prizadela, ki te rane, ki je grdo govorila o tebi in ti si to zvedel, celo se čuval, celo te nadrla in je bilo to po krivici, to boli in to zelo. In zdaj priti do te osebe, pogledate jo in povedate, veš kaj, jaz tebi odpuščam. Ampak kako težko je to povedati. Ta beseda, jaz tebi odpuščam, ker želim si, da ta odnos teče, da je tisto, kar Jezus želi med nami. Kar Jezus govori v Janezovem evangeliju, 17. poglavju, ko je Jezusova veliko duhovniška molitev. Da bi bili vsi eno, kakor jaz in ti, Oče in Jezus.
Da bi ta enost bila med nami. Jezus za to moli. In gledajte, odpuščanje je veliki dar, je velika milost in je tudi velika rana, je veliki problem na naši poti za notranje osvobojenje. Bog ne pričakuje, da bodo naše čustvene rane ozdravele prek noči, ko gremo spat. Neke stvari, ki so bile dolgoročne, iz več let, mogoče celo desetletja, smo bili prizadeti, ranjeni, ne bodo tako hitro ozdravele. Pogledajte naravno rano, če je globoka rana, reznina ali pa ena praskica, je različna čas, ko zaceli. Tako je tudi ta rana. Sčasoma te stvari, ko sodelujemo z Božjo pomočjo, z Bogom, ko predajamo, ko kličemo Gospoda v ta odnos med menoj in to osebo, ko ga prosimo Božjega usmiljenja, ko si želimo, Gospod, hočemo odpustiti, ampak nimam še pa moči. Bog čaka mojo odločitev, da odpustim. Odločitev volje, da Bogu verujem, da me bo ozdravil. Zato je potrebno tukaj vztrajati. Kolikokrat ljudje preprosto ne vztrajajo in ne grejo do konca v odpuščanju. In to prtljago, dejansko to bolečino nosijo celo življenje. In ta rana se potem preprosto odpira v odnosu tam, kjer živijo, z drugo osebo. In se prenaša celo lahko tudi na otroke. Odpuščanje je naša odločitev zato, ker iščemo Božjo pomoč. Tedaj začne ozdravljati naše rane. Odpuščanje ne pomeni osvoboditi osebo od krivice. Odpuščanje omogoča, da se osvobodiš, ne reši pa te krivde. Posebno tiste krivde, ki je nekdo storil. Primer. Pijan voznik je povozil pešca do tega stanja, da je celo življenje ne more več hoditi, da se lahko vozi z vozičkom. In zdaj, kaj je zdaj ta pešec kriv, da ga on pijan voznik? In vidite, on nosi posledico celo življenje za to neumno dejanje, ki ga ta storil, nepremišljeno, pod dozo alkohola. Ampak on nosi celo življenje, krivdo drugega človeka, tudi na svojem telesu. Odpuščanje je težko, zato ker nasprotuje našemu razumevanju, pravičnosti. Navadno, gledajte, ko človek je prizadet, takrat si želimo maščevanje nazaj, da bi drugi začutil, da bi drugi doživel, da bi drugi videl, kako mene to boli. Če ne drugo je prvo v miselnem svetu, naših možganih, naših misli, potem se lahko tudi izraža skozi naše besede, na koncu celo pride do dejanj. Maščevanje škoduje najbolj mene, če nočem odpustite, in kaznuje tudi povzročitelja. Glede, nobeden ne bo mogel pobegniti Bogu, Božji pravice. Nihče. Vsi bomo prišli enkrat pred Božje obličje, pred samega Boga, če ne ob zadnjem trenutku našega zemeljskega življenja, ko bomo umrli. Ko se konča zemeljsko življenje, bomo prišli pred Boga in bomo prinesli to pred njega. Zato je dobro, imamo še čas izbire, da to poravnamo, da prosimo Božjega usmiljenja. Ne mislite, da tisti, ki delajo škodo, ki delajo slabo lahko proti nam, da ne bodo prišli prvo. Vsi bomo prišli. To moramo prepustiti Bogu. Odpustiti ne pomeni osvoboditi osebo od krivice, ampak osebo rešiti od tega, kar je storila. Navadno mi rečejo ljudje, duhovnik, a vi razumete, kako me ta oseba prizadela? Kako to mene muči? Kako to mene vznemiri? Kako sem jezna? Problem je tem, da z svojim neodpuščanjem dopustimo tej osebi še naprej, da še nas naprej prizadane, ranjuje in da še ima vedno moč nad nami.
Kako preprečiti to bolečino neodpuščanja, ki jo čutimo v svojem srcu, svoji notranjosti, svoji duše? Pomembno je razumeti, da ne odpuščamo samo zaradi neke koriste, ampak za naše dobro, da smo mi svobodni, notranje. Naša potreba za odpuščanje ni v odnosu med mano in osebo, ki me je prizadela, ampak v odnosu med menoj in Bogom. Ker mi pred Boga to prinesemo, kar je v nas, v naši notranjosti, sami sebe, svojega duha, svojo dušo, svoje telo, celi smo pred Gospodom. In tudi vse prinesemo, kar je v nas, vse ustvari, vse prtlago, vse prinesemo pred Gospoda. Glavne točke o odpuščanju, mislim, da toliko še je časa, 3 minute. Glavna točka odpuščanja. Glejte, to je prav, da si zapomnimo. Odpuščanje je pomembno, zato, ker imamo prijateljski odnos z Gospodom, z Bogom. Če ni odpuščanja, ni prijateljskega odnosa. Ne moremo biti prijatelji z Gospodom, če nimamo odpuščanja. Odpuščanje ni, da stvari pozabimo. Odpuščanje je izbira in odločitev. Odpuščamo tisti, ki nam je storil to krivico, in to nas osvobaja. Človek, ki nas prizadene, ni odrešen od Boga. To tako dolgo, dokler ne odpusti, dokler ne pride Božja milost. Samo Bog lahko reče, zapomnite si to, samo Bog lahko reče, maščevanje je mojo, ne tvojo. Priznati moramo si bolečino in tudi, če je v nas sovraštvo. Odpuščanje pomeni, da smo sposobni živeti tudi s posledicami drugih tujih grehov. Pravičnost se je zgodila na križu. Izbiramo moramo med suženstvom grenkobe ali pa svobodo odpuščanja. To je naša izbira. Ali hočemo biti kot kumarce kisle, ali pa bomo veseli, zadovoljni s svojim življenjem. Tebe ne more osrečiti druga oseba, dati ti srečo. Kolikokrat ljudje lahko iščejo neko srečo v drugi osebi, pa je ni, ker je v tebe, v tvoji notranjosti. Če ne znaš sprejeti sedanjosti, sedanjega trenutka v Bogu, in to živete, tudi trpljenje, tudi križ, tudi preizkušnjo, in to prinesti pred Gospoda v molitve, v zakramente in v Svetem pismu. Zakaj odpuščamo? Zato, da bi ta bolečina, ki nas muče, ki nas nekako vznemirja, ki nam povzroča težo, počasi ozdravlja v nas. Ko živimo v neodpuščanju, nas krivice in zlo še naprej ranjujejo. In smo bolj odprti za to, da smo bolj ranjeni. Odpuščanje se dogaja med nami in Bogom. Delo odpuščanja za naše dobro in za našo svobodo. Hočemo biti svobodni? Nobeden noče biti svoboden. Zanimivo. Hočemo biti svobodni? Potem moramo, gledajte, te stvari bom sam ponovil in moram zaključiti, ker je prav, ker Bog je Bog reda. Osvobodimo se napuha, molimo za to, da bi bili čim bolj ponižni. Drugič, učimo se za to, da bomo znali za dar poslušnosti, najprej Gospodu, ker če smo njemu poslušni, bomo tudi znali prisluhniti drugemu in bomo ga slišali, razumeli. In tretja stvar, posebno za ta dar, da bi bili notranje svobodni, zato da bi znali odpustiti drugemu, Bogu in tudi sebi, če karkoli že je bilo. Bog pa nam z veseljem želi dati ta dar odpuščanja. Amen. Okay. Tako se sedaj res zahvalimo gospodu Cirilu za čudovito, lepo, pravno z Bogom, odpuščanje in vsem srcem, vso dušo, vso močjo. Kako smo že
že slišali, že v samem uvodu, moj odnos do Boga, do bližnjega, pa sprejeti tudi samega sebe. Kako je to težko sprejeti samega sebe, kako smo slišali, kaj sem to naredil, pa onem, pa tretji, Zdaj bo, ne vem, če je že gospod Tone tu, še ni tukaj. Jaz bi sedaj samo še povedal takole. Sedaj bo čas slavljenja pesmi, pa mogoče osebnega pričevanja, ja, pa bo tudi sedaj čas sprave, spovedovalo se bo. Gospod Tone pa bo povedal, bo razložil o tem seminarju, ki bo med tem, ko bo prišel sedmim, ki bomo imeli 23. 24. Ki pa bo v cerkvi, ne bo tukaj. O tem bo malo razložil, pa navdušil, ker on v glavnem bo to povezoval, gospod Tone. In takole smo se potem, prosim, da smo se dogovorili. Takole, sedaj za spoved, da povem, gospod Tone, ko bo prišel, bo spovedoval v tej sobi tukaj zraven dvorane. Gospod Ciril, tam, kjer so steklena vrata, pa piše gor ora et labora, tam bo on spovedoval. Ko pa so tam steklena vrata, prvo, pa tam peta, tam pa bo spovedovala, točno ne vem, kje se bo nalepil, pater Janez Kmetec, pa pater Dominik Diklič. Jaz pa bom spovedoval tukaj, kar se piše gor, ne, Jože Osvar. Tako. Medtem pa bi vas lepo prosil, ne, da bi pili pa gospod Pašnarjo, pa vse pa Janeza, pa tudi pričevanjem obenem. Imam povedati, da prejšnja leta, ko je bilo spovedovanje, so bila velika, pa so pa pričevanja, vse tisto, kar smo sedaj doživeli v teh seminarjih in tako naprej tudi osebne doživetja, kaj mislimo, da bi lahko drugega obogatili, obenem pa se tudi iz hvaležnosti povedali treba. Takole. Pa še enkrat vprašam, je gospod Tone že tu? Treba je, dobro. Da pa bi potem prosim, pesem, da gremo takoj. Pesem potem, ko bo on prišel, bo potem še on to povedal. Gospod, lepo boste potem pa Janez, boste potem vzeli to pričo. Vsak, kdor ima kaj zapovedati, lahko pride sem, lahko bo tudi tam. Dva mikrofona stane. Višo Marija, moje veselje, viš moje želje, ljubil bi te, sviraj pri tebi, hotel bi sam.
pater Jože povedal, bomo zdaj še to ne tako čakali. Zdaj bomo pa nekaj bomo že delali, res. Če drugo ne bomo stavili, saj Jezus je tako vedno tudi, čeprav ni zdaj v svetem grešnem interesu tu, zato bo stavljenje s pesmijo, besedo, oziroma povabim vas, da tudi kakšne stavilne izreke, oziroma spustite, poveste Jezusu. Seveda pa povabim posebej tisti, ki lahko pričujete, oziroma si upate pričevati, ker je velika množica. Ok, naslednja pesem. Ti si trud sveta. Ti si trud sveta, ti svetlo znak neba, ki jasne ljubje da. Daj prijatne skri, ki osvečuješ nas, notranjost nam prodej. Gospod Civil je že tam v tisti sobi, tukaj, Janez, tudi brez pomoči, če želite popraviti spoved, tako, imate priliko. Med tem, ko lahko